Živijo, dragi moji, in en lep pozdrav od mene. Kristi sem ponovno z vami in tokrat imam eno tako zanimivo kombinacijo v bistvu video učenja in energijske napovedi hkrati. In sicer vsi vemo, lunin mlaj je za nami, intenzivno je bilo in predvsem ta lunin mlaj je zagotovil tako zelo hitre energije. Vse se je dogajalo hitro, vse je bilo na 100 potenco, vse je bilo intenzivno. Mnogi izmed vas ste mi pisali, da ste ful težko spali, predvsem pa ste mi pisali, da ste čutili, kot da ste zelo nervozni, da vam grejo ljudje okrog vas skrajno na živce in da je vse to spotencirano. To je definitivno ta energija, ki jo prinesel lunin mlaj. Zdaj pa nekako, ko se nekaj takega aktivira, se pa ljudje ne zavedajo, da te energije, tudi če grejo z luninim mlajem malce mimo, to pomeni, da se umirijo, v bistvu ostane zadnji miselna radiacija. Meni, da miselna radiacija na energijskem nivoju zelo malo ljudi mogoče tako bolj v globino pozna, zato sem danes jaz resnično hotela to predelati z vami in vam pomagam, da boste sploh vedeli, kaj so miselne radiacije, zato da jih prvič spoznate in zato da boste vedeli, kaj z njimi delati, zaradi tega, ker se vklapljajo večkrat. Sploh ob takih stvarih, torej smo ugotovili, prišel je lunin mlaj, bil je zelo močno zaklenjen pod numerološko kodo, vse se dogajalo intenzivno, bolj ste imeli res intenzivne sanje ali pa intenzivne emocije. To ne pomeni, da je karkoli narobe z vami, mogoče tudi nekaj narobe z vašo okolico ali pa tudi včasih kdo ve, ampak v vsakem primeru, ko se zgodijo intenzivne energije, se zgodijo z nekim takim ritmom pa ciklom narave, zato da se mi vsi skupaj mečkamo vprašamo o energijah, malo vprašamo o tem, kako želimo nadaljevati naše življenje. Na vsake časa imaš priložnost, da vse skupaj malo resetiraš, pa si rečeš, kaj pa zdaj naprej in kako zdaj naprej. Ampak ljudje se pa ne zavedajo, da ko se dogaja nekaj tako intenzivnega, kot se je dogajalo v luninem mlaju, pride do miselne radiacije. Zdaj bi pa rada razložila, kaj je miselna radiacija. Ko se tebi nekaj zelo intenzivnega zgodi, recimo, da te nekdo ful močno znerviral, ni to, zelo malo ljudi je sposobnih ohraniti samo trenutek intenziv tega, kar se je zgodilo. To pomeni, nekdo se te močno znerviral, recimo skregala sta se, in ti ne rečeš, recimo, kar bi bilo najboljše, ampak pač ponovadi se tako ne zgodi, ti ne rečeš čez 15 minut, v redu, pač skregala so vse in mirno nadaljujemo. Ti začneš razmišljati, kaj to pomeni za najin odnos, ali se prav, da se tako dela do mene, kaj to pomeni za prihodnost, ali sem sploh srečna in tako naprej. Skratka, vsi ti intenzivni dogodki ni nujno, da je povezano z odnosi, lahko je povezano s čemer, ko lahko je povezano, ne vem, se ti zgodi kak finančni pretres, pa recimo celo svojo prihodnost, manifestacijsko gledano glede denarja, lahko potem zelo intenzivno obesiš na to miselno radiacijo. A bom jaz v redu, a bom imel za preživeti, a bom lahko plačal svojo položnico. Vidite, čisto vsako stvar se lahko zgodi miselna radiacija in veliko smo zaznali, v tem tednu smo zaznali ogromno miselne radiacije s strani ljudi. To pomeni, da je prišlo do nekega močnega čustvenega vzgiba, ki je bil dejansko tako kot neka jedrska eksplozija in zdaj je prišlo do miselnega sevanja. To, da boste po domače razumeli, kaj se v takem primeru zgodi. Zdaj pa nekaj morate vedeti. Miselno sevanje, ko se začne dogajati, to pomeni, kaj smo rekli, nekaj intenzivnega se zgodi, nekaj čustveno se zgodi in potem ti začneš na to vklapljati misel, kaj bo, zakaj bo ta, začneš analizirati, ocenjevati, začneš se spraševati, kaj je to, kaj ni to in tako naprej. To je vse frekvenca, to je vse živa frekvenca, ki seva, to je radiacija. Zdaj pa se ljudje ne zavedajo, da ko so take radiacije ful močne, one poiščejo svojo tarčo, kamor se bojo lahko usedle. Primer, sončna radiacija ti lahko zelo poškoduje kožo, jedrska radiacija, noben si ne želi biti tam v bližini, kaj se tam zgodi, ti lahko zelo močno poškoduje celice, pa se ti zgodi še kaj zelo hujšega. A razumete, nihče se pa ne vpraša, da če to obstaja, tako fizično smo zemeljsko pogledali, da obstaja tudi na energijski ravni. To pomeni, tebi se je neka
jedrska energijska eksplozija zgodila v glavi in zdaj to seva in bo naredila škodo. Naredila bo škodo tebi, ki si vir tega, ne? In naredila bo škodo tvojemu okolju, poškodovala bo tvoje odnose, poškodovala bo tvojo manifestacijo, poškodovala bo tvoje okoliščine. Vse izmed tega, a ne, a razumete? Verjamem, da zdaj ta primerjava z sončevimi pa jedrskimi radiacijami vam bo recimo ful pomagala. Ampak enako se zgodi z našimi mislimi. Naše misli oddajajo zelo močno frekvenco, zaradi tega pač vse te valove v možganih, vse te vplivi se da zmeriti in znanost je tudi marsikaj o tem povedala. Tudi recimo, ko ti nekega dne pač umreš, še kar dosti časa tečejo te valovi, preden se izklopijo, razumeš, ti si pač bye, si že gona, ne, da že ni več, ampak dejansko to valovanje se še vedno lahko izmeri. To zelo močno, frekvenčno to obstaja v naših glavah. In ljudje se tega ne zavedajo, da ko pride do nekega izbruha ali pa čustvenega izbruha, kakorkoli že, da če ne samo, da se situacija te pod zunaj pomiri, ker vedno se pomiri, razumeš, ne more trajati ful dolg ta intenziv, ampak če v bistvu tisto radiacijo, ki se pol zgodi, ne znaš ustrezno delati, jo ne znaš zajeziti, ti bo šla v ogromno škodo v tvoje okoliščine, ok? Res, ti takrat lahko take scenarije ustvariš in pa rečeš, evo, saj sem vedela sem, da bo tako, vedela sem, da bo tako, točno to se je zgodilo. Ja, seveda, zaradi tega, ker si svojo radiacijo to dejansko poslal informacijo v okolje in se je to zasidralo, ne. Tako da jaz mislim, da zdaj, ko to razlagam, je vam vse to logično in veste, da se to dogaja. No in kar sem hotela vam dejansko povedati, je, da ogromno zdaj čutimo te radiacije. Ogromno je radiacije s strani ljudi, dvomov, strahov, razmišljanja napeta na prihodnost. Celo mogoče nekateri ljudje, ki ste ali pa so bolj mirni, so trenutno v tem obdobju bolj nervozni pa tako naprej in to je vse zaradi te miselne radiacije, ki je tako zelo intenzivna, da te potem ne pusti pri miru. To pomeni, da se vklaplja vedno znova in je kot v bistvu hrček na kolesu, ne. Zdaj tukaj se pa definitivno pojavlja sledeče vprašanje in to je, kako zajeziti radiacijo, preden bo naredila kjerkoli škodo. Na prvo žogo definitivno, da bo tebi naredila škodo in potem, da se ne bo zasidrala, kamor nočeš se zasidra, ne, razumeš, ne? To pomeni, da bi vam zdaj rada par energijskih trikov, kakorkoli že povedala in upam, da vam bo v prihodnosti, ko bo, seveda, bo še sploh v tem letu, bo prihajalo ogromno do teh radiacij, sploh recimo, če veliko te energijske radiacije v zraku, če je veliko ljudi, ki so to naredili, potem zelo lahko to nekako tudi tebe obremeni, pa te kar potegne kar nekako zraven. Pa sploh ne veš, zakaj v enem trenutku začneš razmišljati ali negativno, pa tako naprej, ker se tebi nič ni zgodilo, ampak glej ga zlomka, kar naenkrat so te misli tukaj. To je zaradi tega, ker je ta aktivnost zelo močna, ne? In seveda, da ne moreš biti v bližini sevanja in upati, da ne bo vplival na te. Seveda bo, tudi če ti nisi recimo bil nekje, ko je jedrska eksplozija izbruhala, če se boš tja preselil, boš kljub temu tarča sevanja, je res. Tudi če nisi bil sam izbruhu tam, zato ga to seva, smo ugotovili tudi 30 let pa več, ne. No, skratka, in to, da boste vedeli, zakaj se vam včasih tako zgodi, da ste vi ok, potem pa prijete neko tako okolje, kjer je izbruhala taka stvar, ne, in potem v bistvu ta radiacija vpliva lahko tudi na vas, ne. Tako da zdaj smo to se naučili, zdaj to definitivno znamo, zdaj pa se pojavlja pa drugo vprašanje, v bistvu, kaj s tem narediti. To je pa tisto vprašanje, kar nas še malo bolj zanima, ne. Nekaj morate vedeti. Če se ti zavedaš, da zdaj frekvenčno gledano do nečesa, da je prišlo, to pomeni zelo močno je prišlo do nekega izbruha, se more zelo hitro po takem izbruhu mora priti do zajezitve frekvenc, ki se začnejo ustvarjati. Vsaka nova misel, ki je nerazrešena in se veže na to prvotno čustvo ali pa ta prvoten izbruh, rata v tem primeru lahko tvoja zelo velika preizkuševalka, razumeš? Vsaka poglablja stvar in vsaka nova naredi škodo. Tako da jaz vam predlagam sledeče. Prva stvar,
Ko pride do neke intenzivne situacije, ljudje me vprašajo, kako umiriti take situacije v svojem življenju, kako naj pride do tega, da se to ne bi več dogajalo. Živi ste, na zemlji ste, razumete, mi smo podpisali pogodbo, da točno to hočemo, sem pride po take izkušnje, to ustavljati ne bomo mogli, razumeš, gre se sam za to, na kakšen način pa s kakšnim odnosom to uspelaš, ne. Ko pride do nečesa, močno si se skregal, zdaril, z jokom, ustrašil, ni važno, karkoli izmed tega, moraš ti poskrbeti, ker to je zelo enkratna stvar, moraš poskrbeti za posledice, to pomeni, da na energijski ravni začneš, tudi če se je situacija zgodila, a veste, te izbruhi znajo biti pa po eni strani tudi zelo čistilni, zelo znajo, kako bi vam rekla, izločati stres iz telesa, v bistvu niso napačni zdaj to zelo. Problem je, kaj se dogaja pol, to je tisto, kar pol začne tebe energijsko ubijati, dobesedno, ne. Vi morate začeti, torej prva stvar je, da ko pride do izbruha, ne proba to zajeziti. Naj pride do izbruha, ja, zjoki se, ja, v redu, straš se, pač pridi v stik s tvojimi emocijami, ne nič tlačati tega, naj pride do tega, naj pride do nečesa, ker je to tudi zelo čistilno, v redu, to smo imeli prvi korak, Drugi korak je, da je pa treba pride do zajezitev posledic tega, zato da tudi če je prišlo do nečesa trenutnega, ne rabi biti pa zdaj to stalnica in ne rabi narediti to škodo. V redu, ona je svoje predčisla, ne rabi pa zdaj, razumeš, ti sesuti celega tvojega življenja. Zato je tvoj drugi korak, da si ti zadolžen za svojo radiacijo. To pomeni, da je tvoja naloga, da jo prevzameš, da ti v zelo kratkem času, ko je prišla do te radiacije, zagotoviš, da ne bo ona sevala. In ti moraš najti vse žive načine, da v bistvu te misli znaš nekako potegniti nazaj, da ne gre naprej. Jaz bi vam svetovala sledeče, predvsem, če so vpleteni drugi ljudje. Ko do nečesa pride, ne človeka spremeniti v sovražnika, zaradi tega, ker si boste porušili odnose. Dosti ljudi pride do neke situacije, pa se trenutno spričkajo, tako naprej, ampak potem oni začnejo opazovati tega človeka in začnejo iskati potrditve, zakaj je ta človek slab. In ko začneš ti iskati potrditve, zakaj je nekdo slab, zakaj ti je nekaj naredil, tako naprej, boš to našel in boš začel temu človeku te signale pošiljati in verjemite, da ti bo ta človek take signale vrnil. Razumete, brez veze je to početi. Dajte potegniti to energijo nazaj. Isto je pač s financami, ste izgubili neke finance, ste mogli nekaj investirati, ni važno, ampak ne zdaj gledati, joj, koliko sem dal. Se po drugi strani vedno obstaja pa to, tudi če si nekaj investiral, kako ti bo stvar lahko prinesla na drugi strani nov razvoj, pa tudi finančni razvoj. Torej, v bistvu moramo to frekvenco zelo potegniti nazaj. In tukaj mora priti do te odločitve, do tega je prišlo, jaz moram potegniti to energijo nazaj in tukaj ti pomaga ta zadnji, ta tretji korak je, moraš vedeti, kaj je tvoj način, ki ti pomaga pri taki miselni radiaciji. Zdaj, moji tečajniki, vsi, ki nas spremljate, ste si ponovadi zelo blizu meditacijo. Tako da vam bo meditacija definitivno ključna in ko pride do nekih takih izbruhov, je zelo pomembno, da v istem dnevu to naredite. To pomeni, da ne čakate en teden, ko zdaj nimate časa meditirati, pa boste pol pomerjali radiacijo, ko ona bo enem tednu naredila ulala škode. To pomeni, da ti v istem dnevu, preden greš spat, moraš nekaj s tem narediti. Ali vodena meditacija, ali meditacija v tišini, ne vem, kakršne koli že načine imate, Zato, ker ugotovili smo, da ljudje, ki se jim miselne radiacije ponavljajo, končajo v vzorcih, v podzavestnih vzorcih. Miselne radiacije, ki se toliko sprožajo in nimajo potem več kamic, se nalagajo na noter in potem na noter začnejo delati škodo in temu rečemo, potem to postanejo podzavestni vzorci. Torej, to pomeni meditacija. Zato se prefokusiraš nazaj, da v meditaciji prečistiš, kaj je bilo in da se potem sfokusiraš načrtno z meditacijo, na neke dobre stvari. Ali pa bi samo biti prisoten v trenutku v meditaciji in dihati v njej. A veš, kaj ti hočem povedati? Skratka to. Nekateri imajo... Jaz imam tudi to, definitivno meditacija, recimo lahko vam pa pomagam, jaz imam pa druga točka, če me nekaj ful
vrže iz balansa, ker tudi mene notavarje da vrže kaj iz balansa, je zelo dober, če grem kaj ustvarjati. To pomeni, da naredim kaj za svoje skupine, a da grem pisati tečaje. To pomeni, da se sfokusiram nazaj na svojo kreativo, da usmerim ves ta nabor energije, ki pa je močen, da ga usmerim na kreativo, da nekaj ustvarim, da nekaj lepega spišem, pa tako naprej, ker to ful močno v bistvu potegne kreacijska energija, ker tudi to, če je negativna energija, je kreacijska energija, pač kreatira, pomeni, da negativno ustvarja, ne? No, zdaj pa v tem primeru, razumeš, greš s kreacijo na pozitivno, greš na nekaj, kar služi svetu in avtomatsko prešaltaš na svetlobo. Nekateri imajo tako, da grejo v naravo, razumeš, da grejo v naravo in da tam uspejo odprobati. Mislim, imate zelo različne načine, ne? Eni grejo brati knjigo, kakorkoli že, moraš vedeti, kaj je tisto, ampak recimo, zdaj ni finta v tem, da bi nekdo rekel, grem zdaj brati knjigo, ampak ko bere knjigo, vidi, da razmišlja o teh stvareh vmes. To pa ni fore, to pomeni, da to pol ni tvoj način, kateri bi ti kakorkoli prišel prav. Probajte resnično najdete način, ki bo vam pisal na kožo in kar res vidite, da se res energija prešalta. In tudi, če vam kdo reče, kaj pa je bilo prej 2 ure nazaj, sem nekaj slišal, brez zveze. Če pa ti greš, veš, kaj je bilo, veš, kaj mi je naredil. Si noter, to pomeni, da radiacija dela. Če boš dej, sploh se mi ne da razlagati, ko vam prej to pomeni, da si uspel v bistvu miselni tok obrniti. Zdaj sem vam dala 3 zlata vredne nasvete, ki vam bojo v tem obdobju res prišli prav. Res sem vam prišlo prav, dragi moji. Dajte načrtno delati to ta teden za vsako stvar, ki se vam zgodi, pa boste videli, da mi boste na konc tedna hvaležni in definitivno uporabljate to vsakič, ko smo v malo večjem intenzivu energiji, kar pa smo definitivno ta trenutek. Nekateri ljudje so me tudi že sprašvali, kaj narediti z nabrano miselno radiacijo. To pomeni, da se ti je nekaj res nabral že v življenju. Če se ti je nekaj nabral v življenju, mogoče ne boš mogel to na hitro spustiti. Treba je iti, če se dolg nekaj nabira, se bo tudi malce dlje časa, to pa morate razumeti tudi čistala. V tem primeru, kaj jaz predlagam kot orodja? Jaz imam pri meni 3 orodja, da vam a pa 4 recimo, ki vam lahko res pomagam. Prva je tečaj meditacije, ampak ta tečaj definitivno vpliva tudi na misli, ampak je majčkeno bolj mogoče primeren za ljudi, ki hočejo sami razumeti energije, samo znanje o meditaciji, pa ki hočejo sami učiti naprej meditacijo. Ampak pomaga tudi pri vaših lastnih mislih. Unika imate zelo težavo s temi hrčki, pa miselnimi radiacijami, vam definitivno predlagam, jeseni se začne, pogledajte si na potovanje.si tečaj zen meditacije. Tečaj zen meditacije sem razvila točno zato. To pomeni za umiritev misli, za vse tiste, ki imajo toliko intenzivne miselne tokove, pa ne vejo več, kako to ustavljati. To je pa res tečaj, ki te drži v tem trenutku, ful je tega biti prisoten in ustvarjati mir. Res, ful je močno in ful močno spoznaš energijo pa znanja v samih mislih. Tako je zelo naravnano na to, kar definitivno zen mojstri poznajo. Za vse tiste, ki imate mogoče res globje vzorce in vas noče nikakor pustiti primer, tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev, krila obilja se imenujejo. Za vse tiste, ki ste pa žalostni v življenju, imate pa res veliko žalostni, pa predlagam čustveno angelsko šolo, ampak ta je tudi kombinacija definitivno za tiste ljudi, ki hočete tudi sami postati angelski svetovalci pa terapeuti za naprej. Ko vse to se začenja jesen, lahko si pogledate. Vesela bom vaše družbo v našem novem krasnem ateljeju. Ustvarjali smo res ambient. To ne znam niti povedati, to morate prej pogledati. Ne znam, ne najdem besed, ne znam niti opisati. Ko tam vas bomo dejansko peljali čez vse te procese, torej potovanje.si je pa naslov, kjer se lahko vse to pogledaš. Zdaj smo dali čez eno čudovito video učenje in vem, da ti prije zelo prav, tako da vsem vam pa želim en čudovit teden in se vidimo.